S težavami pa se sooča tudi parlamentarna komisija, ki preučuje nepravilnosti pri sodnih procesih zoper Franca Kanglerja. Minuli teden je namreč želela zaslišati generalnega državnega tožilca Draga Šketo, kar pa je Ustavno sodišče v zadnjem hipu preprečilo. Član parlamentarne komisije Žan Mahnič se je na to odzval z naslednjimi besedami. Medtem, ko državljani čakajo leta in leta, da se sodišča zganijo, so tukaj, da zaščitijo tožilce, odreagirali takoj. Namreč danes bi morala biti prva dva zaslišana, tako da lahko rečem, da je mafija zaščitila mafijo. Poslanec Mahnič več kot očitno ni fan filma Boter, niti filma Boter 2, kaj šele Boter 3. Slednjega mu nikakor ne moremo zameriti. Mu pa je njegovo izjavo zameril vrhovni državni tožilec Zvonko Fišer. Gre za žaljivo obdolžitev in s tem se ne gre igrati, pravi Fišer. Mahnič pa tudi danes vztraja, da stoji za svojimi izjavami in da se kazenskega pregona celo veseli. Seveda se veseli kazenskega pregona, ker zdaj bo s tem postal končno polnopravni član stranke SDS. To je namreč en izmed 3 pogojev, ne? Druga 2 sta, da si aktiven uporabnik na Twitterju in tretji, da tvoj nabiralnik ne omogoča vročitev sodnih pošiljk. Na prepoved zasliševanja tožilcev se je seveda odzval tudi bivši mariborski župan Franc Kangler v svoji priljubljeni spletni oddaji Kangletar minuta. Ob tej priložnosti je svoj mobilnik zopet postavil v vertikalni položaj in žal pritisnil snemaj. Spoštovani prijatelji Facebooka, ni moja navada, da pizdim, ni moja navada, da klejem, ampak človeka preganjajo, ker je davčni dolžen 0,36 evra. Vsi so napredovali, ko so mene preganjali, vsi. Bož, da vam ne povem, kaj je sodnik, ki me je obsodil delo z mojim birmancem. Prav ste videli, Franc Kangler sodnike obtožuje kaznivih dejanj, medtem ko z uporabo mobilnega telefona dela prekršek za 120 evrov. Celotna Slovenija pa se ob tem seveda sprašuje, kaj za vraga je delal sodnik njegovem birmancu. Lahko pa vam ekskluzivno izdam, da je njegov posnetek zgolj del naše nove oddaje Znani pizdijo za volanom. Gre za oddajo, v kateri znani ljudje iz slovenske zabavne industrije v svojem lokalnem narečju komentirajo, kaj jih najbolj moti. Tukaj je prvi napovednik. Spoštovani pajdaši, ne je moja navada, ko pizdem, ne je moja navada, ko neka preklinjam, ampak država, da je naše meso oddala Kitajcom. Naše svinsko meso. Kitajcom! Glavo, ljudi, meni je zadojst. Mislim, takih cest še Bog ni videl. Mislim, same antle imaš po lidah, še posebej, če furaš kakje bolj avbetne gare. Vsaka vlada je prešla, obljubila, naredila pa nič. Sram ne bo Pahorja! Sram ga ne bo! Stokrat ga ne bo sram! Slika se! Hodi, ko ima nekaj okoli! Tu mu pa država razpada! Da ga sram ni! Naše meso od Unigele. Mi pa mu geli ko? Uvoženo? Z Poljske? Štekaj što? Mislim, same ibnge imamo zaradi vas. Same ibnge. Mislim, gono vas bi, da bi šibali ko divja jaga. Kaj smo še mi Slovenci? Pisane rožice! Država nas ima za norce. Za bedake. Škoda guča. Vse dobro vam želim. Rešimo Slovenijo. Držite se. Če nas pa hočete pogledati v živo, pa napišite na znani@planet-tv.si. Ajde, držite se. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.